Fras in Medvard in Fras in Medvard show. Anja in Tomaž smo tu, zdravo. Zdravo. In je že studio dosti lepši, ne, danes. Ja, zelo lep je že. Ja, ker ima Fras dopust, mislim. A ja, to je ena stvar. Ja. Druga stvar pa, danes v Fras in Medvard šovu glasbeni duet, katerega pa zdaj imena ne bova še razkrila, ker se še štelajo. Tako, raje še ne. Muzikanti bodo v tem studiu, tako da čez ene pol urce že ga začnemo harati. Sicer pa danes tudi o vohanju rož. O čistilni akciji, o tekmovanju v Evropskem prvenstvu, pa še Anja, kaki vic ali dva. Obvezno. Tako da ostanite na totem, gremo dalje z muziko. In v totem studiu končno, zdaj po vsej tej večurni tonski vaji, glasbena gosta in sicer Dimek in Davor Klarič. Lepo zdrav in dobrodošla. Zdravo, lepo zdrav. Ok, hecal sem se, ne? Smo kar hitro rešili, ne? Vse stvari, te tehnične. Ja, mi smo šla ob 6 od doma. No, se prav, ne? Ker parkirati tu ni, ker ne? Ni enostavno. Okay. Imate pa res krožni tok blizu studija, tako da lahko človek tam lepo kroži pa čaka, da se kdo makne. Tako, da odloži tiste člane skupine, ki pač morajo nositi. Ne? Glavni pa pol gre parkirati. Okay, zdaj ne vem, mnogi verjetno še ne poznajo vajinega projekta. Dimek in Davor Klarič je uradno ime tega dueta. Okay. Eni mislijo, da smo brata Klarič. Lahko bi bila. Braća Topalović. Tako, ja. Okay, kako sta prišla do tega? Odkot to? Zdaj, če slučajno je kdo pozabil, drugače tudi v prostem času sta člana skupine Mi dva. Ja, nek hobi moraš imeti. Tako, zraven resne glasbe. Ja. Veš kaj, pravzaprav v vseh letih ustvarjanja glasbenega je nastal en kup pesmi, ki nekako ne spadajo v rock band, ker imajo preveč povedna, predolga besedila, govorijo take zanimive zgodbe običajnih ljudi. In take zgodbe je veliko lažje pripovedovati, če je malo manj glasbene podlage. In zato smo se z Davorjem nekega dne spomnili, da bi to naredila samo ob klaviaturah in kitari. In tako je zaživel ta duet, ki se hrani točno s takim glasbenim materialom. Super. Tako da je tudi več možnosti mogoče za igranje okoli, ne? Da ne reče, kaj boste vi zdaj tu razbijali. Ne, mi dva bomo lepo. Imaš pač prostore manjše, ki lahko igraš v njih, ne rabiš tuk placa. Pa dejansko rabimo bolj intimen plac, bom rekel med 50 pa 100 ljudi, ker je pač narava samega koncerta v bistvu v pač napovedih komadov, Dimekovih šalah, pač vsem tem, ne, tako da v bistvu je že napol ena mala predstavica vse skupaj, tako da pač rabimo pozornost, nismo nek background muzik. Tako, ja, da bi tam na šanku bili papir pili, ne, treba se posvetiti. Čeprav dobro, moram reči, da te klaviature niso zdaj, ne, ene manjših, kaj si nekdaj videl. Je kar neka truga, ne, tisti kovček. Ok, danes seveda v živo bosta tudi nekaj odigrala. Jaz se že veselim, na tonski je že bilo zelo prijetno, me je kar presenetilo, moram reči. Zdaj, ja ne, zakaj? Ja, zakaj? Ja, se pravi, mene je tudi presenetilo zelo. Je presenetilo. Ko ste rekla, ko je rekel, dobro, da rabita pozornost, to jaz vem, ker z leti pride. Ja, to je to. Bolj redko, ampak. Se pa zgodi, ne, ampak takrat je res. Tukaj sem videl na spletni strani z muziko o vinu in ljubezni. Ok, to je glavna tematika. Ta se prepleta bolj. Ali je vino bolj kot neka resnica mišljeno? Ne, vino je kar v tistem pravem smislu tule. Tudi pesem, ki jo ima danes predstavljala, ima naslov Med sodi rojen, tako da vidiš, ne moremo pobegniti. Ljubezen jemljamo po svoje širše, ne? Tu gre pa za ljubezen do izvoljene osebe, do vina, do ne vem čega še. Do velikih piv. Velikih piv, hitro se te vstavlja, ne? To me je tudi zdaj presenetilo. Smisla še rekel še ne vem, do življenja. Ne, to.
življenje gre tako nekako narobe, se mi zdi zadnja leta, da ga človek težko ljubi. Res je. Ok, danes, kateri komad? Smo rekli rojen. Med sodi rojen. Zdaj, če sta že pripravljena, bi jaz predlagal, da zaigrata, da slišimo. Torej, Dimek in Davor Klarič, Med sodi rojen. Izvolita. Med sodi rojen, pod brajdom dojen, pa kak ne bi bil tak kot sem. Nemirne krvi iz krivih oči, zaljubljenih lepe reči. Še ne 20 let sem bežal v svet, ga križal po dolgem počez. Sem upal, iskal, prehitro spoznal lažnive poti do nebes. Samo kitara ve za vse moje poti, pobegle vikende, ukradene noči, v kateri sem zaigral, v kateri zvezde štel, in kam me zjutraj veter je vzel. Skoz zimo in hlad, svetočo pomlad, sem padel, se znova pobral. Iz kuštravih not sem vil svojo pot, na njih skozi leta ostal. Če mogel bi zdaj se vrnit nazaj, še enkrat prehodil bi vso, te znova spoznal, ti dvoril poslal, in spet bi bilo vse tak lepo. Samo kitara ve za vse moje poti, pobegle vikende, ukradene noči, v kateri sem zaigral, v kateri zvezde štel, in kam me zjutraj veter je vzel. Samo kitara ve za vse moje poti, pobegle vikende, ukradene noči, v kateri sem zaigral, v kateri zvezde štel, in kam me zjutraj veter je vzel.
Wow. Dimek in Davor Klarič, torej, jaz moram reči, gospoda, ne vem, če sem lepšo slovensko pesem, že kdaj čutil, kap me, kaj? Ja, meni se vidi, poglej, ja. Vrhunsko. Koruza se mi lušta, take. Hvala lepa. Čudovito, bravo. Okay, zdaj pa glavno vprašanje, kje lahko mi pridemo do te muzike? Ja, evo, to pesem smo objavila kot single in kot video spot, mimo grede posnet kje druge kot v Mariboru, mimo grede kje druge kot v Kleti in to v največji mariborski kleti, tule pod mestnim trgom. Kaj je Matjaž Koren je bil? Matjaž Koren je bil režiser, ki je krasno opravil svoje delo. Pri tem vsem skupaj nam je pomagala tudi naša Zala Horvatič, ki nam je vse skupaj organizirala in pač spelala, ker mi dva rabimo eno mamico, Kaj je naprej pila tudi, ali ni bilo treba? Mi smo edini band, ki imamo mamico, ki je pol mlajša od naju. No pa še to bi tudi omenil, da smo v bistvu cel projekt, ki je tudi šel na pač nosilcu CD, ima zaram krasno knjižico z teksti in ilustracijami, ki jo je opremila Nina Pečar. Smo tudi ves ta material za to, bom rekel, knjižico in CD, ki je šla v samo založbi, tudi posnela v bistvu v vaši radijski hiši. Svetovno. Bi samo povedal še, če dovoliš, Tomaž, kar je mene najbolj navdušilo pri vsem tem je, da se tu tako lepo prepleta ta Dimekov liričen, izpovedni, iskren vokal z pač Davorjevo izjemno čarovnijo na klaviaturah in sta taki, Zdaj vidite, zakaj tega ne moremo kvariti z enimi mi dva. Res je. To si ti rekel. Ti lahko na glas, ne, mi se zadnji. Čujo, kot da dva pa to ne so vlačita brez veze. Kje lahko najbližje, najhitreje vidimo vaju dva živo? Je nek špil v igri za Majše v Mariboru, drugače imam pa poleti Lenart, to je koliko toliko blizu, pa ker vem, da je sezona dopustov, smo v Tolminu, tako da Primorska. Lepo. Pa tam ne, lepo, da se vsedeš, pa eno ribico, pa na izi, malo belo zraven. Tolminski sir, recimo. Pa vidva lepo zraven. Prekrasno. Z repom bi se poganjali. Torej, lahko povemo, da materijala ne manjka, ne? Da ne bi zdaj kdo prišel, pa bi vidva 15 minut špilala, ne? To meni, da ne. Se v bistvu nastop kar traja, tam uro 40, uro 45, tako da se mi zdi glih pravi čas, časovno. Probamo se pa vedno zmeni, da tudi publika dobi kaj za pit. A če gre, ne? Neka taka simbioza se pol zgodi. Res je. Da ne, sam mi opijamo, ne? Da ne izstopate pol, ne? Ko se ljudi menijo. Jaz bi se vama iskreno rad zahvalil. CD-je upam, da imate kakega zraven, drugače grem z vama do avta. Mislim, res, tako sem že prej že rekel, da me je presenetilo, pa je Dejan mislil, da se norčujem, ampak vidi zdaj, Dejan, je tebe tudi zdaj, ne? Zelo, mislim, eno je, ko tak poznaš, pa si misliš, kaj bo, pa gotovo živo doživiš, pa nekaj čist drugega. Malo smo danes dali tega, ampak za več pa bo res treba priti na nastop in več kot toplo priporočamo. Sicer pa tudi na družbenih omrežjih vse skupaj, ne? Tako pač to je zdaj v modernem cajtu. Ste rekla, da pol mlajša mama skrbi za vse to, ne? Da nekdo vleče naprej te moderne stvari. Drugače pa se seveda tudi pri nas na tem radiju priporočamo za kakšen daljši koncert, ko res je na voljo, ne? Res. Z veseljem. Tako da hvala lepa še enkrat, pa ne vem, kapo dol, no. Hvala lepa. Ali pa tako radi rečejo, samo tak dalje. Samo tak dalje. Še vlada. Hvala lepa. Hvala, držite se. Hvala. Tišina v razredu, pravim. Profesor Križanič, kateder je vaš? 10:13 je ura in v tem studiu tudi profesor Križanič. Dober dan. Dober dan, zdravo. Dober dan. Evo, spet sem te povabil v prečudovit toti studio
Vidim, da so še ostalo od prejšnjega nastopa. Tako, ko sta bila Dimek in Davor Klarič tukaj, pa tudi, če pogledaš dobro, vidiš končno, celi studio. Pa ni frasa čez celi zid. A ja to mislim? Ja to mislim, Se mi zdelo, da nekaj manjka. Ja, da ena dreva manjka. Res ga ni. Kaj imamo danes? Danes se bomo spomnili hita iz leta 91 in sicer zelo dobro znanega, verjetno ne manjka tudi na nobeni zabavi. The One and Only in Chesney Hawks. Seveda. S tistim famoznim začetkom. Ja, to takoj veš, samo... Okay. Verjetno na kakšen kviz, ko bi to je to. Aha, tako. Single je bil 5 tednov številka 1 na angleški lestvici in ta skladba je iz filma Body Song, kjer zraven Chesneya Hawksa vlogo njegovega očeta igra Robert Daltrey, frontman legendarnih The Who. Kako so ga dobili za ta film, ne vem, ampak je tam nastopil. Okay. Ampak Chesneyev pravi oče, Len Chip Hawks, je pa bil v 60-ih član zasedbe The Tremeloes, ki so vrh britanske lestvice osvojili leta 67, zelo lepo letos. Ja, izvrstno. Ja, The Silence is Golden. In to se je potem prvič v glasbeni zgodovini Velike Britanije zgodilo, da sta tako sin kot oče zasedla vrh lestvice. Ne sicer skupaj v kakem duetu, ampak en takrat, en pa pol malo kasneje. Svetovno. Veš, da je avtor skladbe? Da je napisal komad? The One and Only? Ja. Nick Kershaw. Resno? Ja. Kako so si to včasih pisali? Ja, on je znan poleg svojih komadov tudi kot tekstopisec. Chesney Hawks je še vedno na sceni, zadnji album z naslovom Living Arrows je šel lani, ampak dokler nisem tega prebral, nisem vedel sploh, da je še živ, ker nobenega singla pa nič ni. Sem pa šel pogledat, če še nastopa, ima v Veliki Britaniji vse polno, dobesedno vse polno. Resno? Vse posod ga je polno. Ali to pomeni, da v Veliki Britaniji poznajo tudi kako drugo njegovo pesem? Po moje, ja. Očitno, ja. Verjetno je še ena še bila I'm a boy, I'm not a man, oziroma I'm a man, not a boy, nekak takega je bilo. Enega komada ne razprodajal, ne? Ja, verjetno ne. Ali pa ima kakšne priredbe, ne vem. Ok, to je, se pravi... Ali pa ima pir zastojn na koncertih, ne vem. Koga mora pa zelo dosti spiti, da se plačati. Ne vem. Torej, One Hit Wonder bomo rekli, ne? Ja. Chesney Hawks, The One and Only, zdaj pa zaštarta I am... A ni še? Malo švili, le zajti. Vohajte rože. Rože. Ja, zakaj se morda sprašujete? Ne samo zato, ker dostikrat zelo, zelo dišijo. Ja, to je res. Ampak tudi zato, ker ko to storite in zadržite vdih le 30 sekund, takrat se srčni utrip upočasni, vaš živčni sistem se spremeni in nasplošno se izboljša razpoloženje. Wow, to pa je dobra novica. Spet se sprašujete, kako to? Ja, seveda, ja. Zakaj? Zato, ker ko vdihnete, se molekule vonja vežejo na receptorje v nosu in potujejo do tako imenovane vohalne čebulice v sprednjem delu možganov. Zdaj nimamo pojma točno, kaj to pomeni. Tako? Če poenostavim, ko povohaš, gre direktno noter v možgane, za razliko od dotika, sluha ali vida, ki grejo skozi talamus. Talamus prevaja senzorične in motorične signale, preden mi skapiramo, da smo nekaj prijeli in se nečesa dotaknili oziroma nekaj videli, nekaj slišali. Von pa ta korak v celoti preskoči in se poveže neposredno z limbičnim sistemom. Kaj je limbični sistem? Čustveno središče možganov, kjer živijo spomini. Se pravi, to je zelo podobno kot pri živalih. Ti moram povedati, ker recimo psi lahko vohajo ravno na tak način, da imajo vedno v bistvu moker smrček in ravno tam se potem lepijo te molekule, veš? Ne, tam najbolj, direkt. Tako, in zato lahko tako dobro vohajo. No, evo, če mi tako dobro vohamo, svaka čast. Tako. Sicer pa, torej, če posplošimo vse skupaj, skrajšamo, če vohamo rože, če si vzamemo teh 30 sekund, ko gremo mimo kakih lepih, tako, se bomo nasplošno počutili
bolje in bolj mirno. Super, vohajmo rože. Vohajmo rože. Ok, v ponedeljek pa se prične največji športni dogodek v našem mestu, Evropsko prvenstvo v tekvandoju. Tako. Kako vse bo to potekalo, pa razlaga Tomaž Barada, organizacijski vodja tekmovanja in predsednik Evropske tekvando zveze. Otvoritev v ponedeljek ob 17. uri, finale posameznih borb v petek ob 17. uri in pa finale ekipnih borb v soboto ob 17. uri. Za samo otvoritev bomo dali vstopnico 5 €, kar se pa tiče petkovih final in sobotnih final pa je vstopnica 15 €. Ostali ogledi kvalifikacijskih dvobojev pa je prost vstop. No, čudovito. Super. Tako da lahko pridete mimo. Kaj pa naši športniki? Mi tukaj nismo samo organizator, ampak imamo tudi vrhunske športnike. Tukaj bi morda rad izpostavil Žigo Zagoranskega, ki je aktualni svetovni prvak in vice evropski prvak. Tukaj bo se potegoval, da ponovno osvoji naslov evropskega prvaka. Tajra Barada, evropska in svetovna prvakinja. Zraven imamo še eno Slovenko iz Celja, ki je tudi aktualna evropska prvakinja Larisa Žagar-Slemenšek. Yeah. Super, držimo pesti. Tako da smo mi, ne? Smo, seveda. Smo kar, ne? Ok, če spregovorimo še o številkah, kako bo to veliko, ne? Da si malo znamo predstavljati to prvenstvo, koliko držav in tekmovalcev recimo bo na prvenstvu? Na dogodek nam je uspelo privabiti 32 držav z imenom in 2 nevtralni državi, torej 34 držav. Tekmovalcev imamo 966, trenerjev 227, 51 sodnikov, delegatov 57 in spremljevalcev 152, kar je skupna številka 1453 udeležencev. Jezus Kristus. Wow. Kar dosti ljudi je prišlo. Ja, ob tem je seveda potrebno poudariti tudi to, da so zapolnili čisto vse kapacitete hotelov v Mariboru. Res? Pa tudi na Pohorju. A še gor so mogli. Tudi tam bodo nekateri tekmovalci oziroma ekipe bivali. Ja. Svetovno. Evo, tako da se bo lahko nadihali, ne, zjutraj, pa malo vuni potelovadili. Veš, kako je to fajn. Ja, izvrstno. Ok, torej naslednji teden Evropsko prvenstvo v tekvandoju v dvorani Tabor. Vabljeni, torej pridite spodbujati naše športnike. Fras in Medvard in Fras in Medvard show.